Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o čiščenju podzavestnih vzorcev. Govorili bomo o zdravilnem kodeksu, o zdravilni molitvi dekodiranja in govorili bomo o 3 ekranih, ki pospešijo kreacijo. Tako da, zdaj 3 različne zadeve, skupaj zmešane v eno in boste videli, da to je pa res sistem, ki res deluje. Začnemo pri hormončkih in sicer na strani 47 sem pisala o zdravilnem kodeksu. Leta nazaj, ko sem iskala rešitev na svoje težave, nisem iskala svoje težave, ampak sem iskala rešitev na svoje težave, sem naletela na knjigo Zdravilni kodeks. Dr. Alex Lloyd in še en avtor. No in v glavnem sem začela to Ben Johnson, in sem začela brati in zdravilni kodeks je sistem, ki pomaga. Dela, a veste, tako, za eno težavo rabiš približno 3 tedne, tako da deluje, ampak zelo, zelo počasi. To je tako, kot bi v pradobi delal na roke ogenj. Zdaj, če pogledamo, kako gre zdravilni kodeks. Molim, da bodo vse znane in neznane negativne podobe, vsa nezdrava prepričanja, vsi uničujoči celični spomini in vse čustvene težave povezane z, in date težavo noter, odkriti, odprti in pozdravljeni, tako da se bom lahko napolnila z Božjo lučjo, življenjem in ljubeznijo. Molim še, da bi bila učinkovitost tega zdravljenja pomnožena 100 ali več. Na to 6 minut poslušate glasbo zdravilnega kodeksa in zdaj, kar mi pa tukaj všeč. To je pa zdaj ena stvar, ki je res močna pri zdravilnem kodeksu. Držiš roke, jih daš takole in v bistvu so delali raziskave in so prišli do zaključka, da nastane elektromagnetno polje, ko mi usmerimo kamorkoli, pač energijo, delamo, naredimo, povzročimo elektromagnetno polje. No in zdaj, če se vrnem čisto na začetku knjige, ko imajo hormoni žur, gledajte, mi imamo hormonske centre in v bistvu to, kar vam bom pokazala, usmerjamo na hipofizo energijo, usmerjamo na ščitnico, na tem predelu energijo. Tukaj imamo 2 manjši čakri, ki sta za zmanjšanje stresa, usmerjamo sem energijo in usmerjamo tukaj v bistvu ta predel, ki je pa povezan z epifizo. Epifiza je pa center za hormon sreče. V glavnem, in ko to delamo, se dejansko vzpostavlja elektromagnetno polje in to elektromagnetno polje vpliva na zdravljenje hormonskih centrov. Kaj se potem naprej zgodi? Ko mi usmerjamo energijo v te centre, se med hipofizo, se pravi hipofizo in epifizo, točno na sredini je pa hipotalamus. Hipotalamus je pa tako kot nazorna plošča in je povezana s hrbtenjačo in v bistvu gre po hrbtenjači sporočilo zdravljenja vsako celico našega telesa. No in zdaj, glejte, če boste se odločili delati zdravilni kodeks, držite roke takole in si ponavljate, skozi mene teče zdravilna Božja energija. No in v glavnem, ena težava, približno 3 tedne. V knjigi Zdravilni kodeks lahko preberete, da recimo žena dr. Alex Lloyda, ki je pogruntal to molitev, ki mu je bila dana, ta molitev, se je v 3 mesecih pozdravila depresijo, oziroma si je v 3 mesecih pozdravila depresijo, ampak to depresijo, ki nihče ni mogel na tem svetu pomagati, niti on, ki ima 4 doktorate iz psihoterapije, psihoanalize, v glavnem, ne me vprašati, v glavnem 4 doktorate, tale diktirat mi ne gre, in ni mogel pomagati na drug način kot z molitvijo. No, seveda, jaz sem vse to preizkusila na sebi in je šlo počasi. In sem se spraševala, kako lahko pospešim proces zdravljenja in mi bila dana milost, da sem prišla da sem sestavila skupaj zdravilno molitev dekodiranja. No, ta zdravilna molitev dekodiranja pa gre na ta način, samo da najdem CD, nimam ga tle.
V glavnem, zdravilna molitev dekodiranja pa gre, to je pa iz knjige Ko imaš življenje, žur na strani 412 in gre pa na ta način. Na pomoč kličem vse svetle sile, vsemogočni Bog. Če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z in damo noter svojo težavo. No in če se nanašam na prejšnji video, v katerem sem govorila, težave z uhajanjem vode, težave z depresijo, težave z strahom, strah pred bodočnostjo. Ni važno, katero težavo date noter, dajte tisto, kar vas pač pesti. Naj se vsi nivoji mojega duha napolnijo zdravilno, božansko ljubeznijo. In potem roke damo takole, vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta in si začnemo ponavljati. Vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Zdaj vam bom pokazala naprej. Šla sem prižgat glasbo, ki bo na ključku, z Matejo Bobek sva posneli to glasbo. Tudi tisti, ki imate CD, je gor samo glasba kristalov Gaje Klas. V glavnem, dejstvo je, da kristali dvigajo našo energijo, naše zavedanje, delujejo na pomirjanje našega duha. Tisti, ki imate težave s spanjem, lahko si zvečer pripravite to glasbo in jo samo poslušate. Lahko si date čist potiham med spanjem, da vpliva na vibracijo vašega duha in na zdravljenje vaših celic in boste videli, da boste spali kot dojenčki. No, in ko si priklopite to glasbo, kaj zdaj naprej delate? Kot sem prej rekla, roke damo v klunček, takole, lejte, približno, 7 cm od glave stran, držite takole in si ponavljate. Skozi mene teče zdravilna božja svetloba. Skozi moje celice teče zdravilna božja svetloba. Lahko pa še dodatno pospešite vse skupaj in si predstavljate, kot da se iz tistega centra, kjer imate težave, odplavlja s to glasbo stran težka energija. In če imate težave z inkontinenco, z uhajanjem vode, se pravi, imate prizadeto prvo in drugo čakro, da si predstavljate, kot da za vami stoji nadangel Mihael in še vedno takole držite roke, ki reže vse energije, ki niso v redu, in za vami stoji nadangel Gabriel in usmerja svojo zdravilno energijo, smaragdno energijo v center, ki ga je treba pozdraviti. Recimo zdaj, če kdo je bolan, mogoče zaradi tega novega virusa, ne usmerja to energijo v pljuča. Spet, virus vibrira na določenih vibracijah in virus vibrira na isti vibraciji kot strah. Tako da, dajte se strahu znebiti, ne kar prav strah pred preživetjem, strah kako bo, strah pred bodočnostjo in te zgrabi in si znižaš vibracijo. No in v glavnem, ne predržiš takole roke. Na čelo, se pravi, vplivaš na hipofizo. Potem premakneš roke, lahko kar tako, nekajkrat si ponovi, skozi mene teče zdravilna božja svetloba, prestaviš na ščitnico in si ponavljaš, skozi mene teče zdravilna božja svetloba. In še vedno lahko potrjujete, zaupam v zdravljenje. Jaz sem polna življenja. Veste, vse, kar rečem, jaz sem, povečam zdravljenje. Potem premaknemo sem roke na ta predel, kjer so manjše čakre za zmanjšanje stresa. Držimo takole roke. Skozi mene teče zdravilna božja svetloba. In potem damo roke tukaj gor, v bistvu na sence. Skozi mene teče zdravilna božja svetloba. In potem to parkrat ponovimo. Predozirati te molitve ne morete, enostavno se je ne da. Lahko pa samo pospešite proces ozdravitve. In ko boste na ta način delali, pogledajte, kombinacija enega in druga, boste videli, kaj se bo zgodilo z vašimi celicami. Vaše celice se bojo dejansko pomladile. In zdaj, če gremo naprej, pomeni, da mi na ta način lahko vsakmo oziroma za sebe poskrbimo za zdrave celice, hkrati
Pa kaj lahko naredimo, da naše drage zasipamo s to zdravilno božjo svetlobo? Dejansko v to molitev date tako. Se pravi, tam, ko rečete vse moje težave, rečete, če ima nekdo izmed vaših težave, vse težave, ki jih ima moj, s tem pa tem, naj se vsi nivoji njegove duše napolnijo zdravilno božjo svetlobo. In potem ravno tako naredite to na sebi in na koncu, ko zaključite, rečete, vse učinke tega zdravljenja z ljubeznijo poklanjam tej osebi. Dejansko s tem vplivate na zdravljenje te osebe, ki jo imate radi. No, zdaj pa naslednja stvar, zdaj sem rekla, da bomo 3 stvari skombinirali. Se pravi, to je prva, je zdravilni kodeks, druga je zdravilna molitev dekodiranja, zdaj pa še sistem 3 ekranov. Vishen Lakhiani je pogruntal sistem 3 ekranov. Se pravi, čiščenje je prva zadeva, dekodiranje oziroma predstavljanje zdravljenja je drugi ekran, tretji ekran je pa, da si predstavljamo končni rezultat, kako bo, ko težave ne bo več. Recimo, če imate raka, se pravi, najprej date vse težave, ki so povezane s tem, da je moje telo pridelalo raka. Potem delate usmerjate energijo na hormonske centre, da se vsaka celica vašega telesa napolni z novo zdravilno energijo. In potem tretji ekran, tretji je pa v bistvu, da samo sedite in si predstavljate končni rezultat. Še vedno imate lahko glasbo vklopljeno in si predstavljate končni rezultat, ko boste popolnoma zdravi ali pa ko ta vaša oseba ne bo več imela nobene težave. Ali pa si predstavljate, kako pa, ko je že ta končni rezultat, kako zaradi tega boste vi bolj srečni, vaša družina bolj srečna, kako boste bolje živeli, ko bo vse to odpadlo od vas. Se pravi, to je ta tretji ekran, si predstavljate, kako bo, ko se bo dobesedno zgodil čudež. V bistvu, to je ta tretji ekran, v bistvu s tem vi stvarstvu pošiljate informacije, kako vi želite. Zato misel je energija. Poglejte, ta trenutek smo zasuti z vso negativno energijo, kar je možno, seka z vseh koncev. Kar pomislite, samo da pogledate neke novice, koliko pozitivnih novic slišite. Nič, prav nič. Poslušamo o tem, kdo je zbolel, koliko je novih žrtev, česa ne smemo, kako bi mogli biti, kje je nekdo propadel, kje je bolan, kdo je umrl in tako naprej. Kaj pa dobre novice? Ni jih. In dejstvo je, če bomo dali vso energijo samo v slabo, lejte, kamor gre toliko energije, to se veča. In normalno, da se veča vse, kar je slabo. In imate mogoče res občutek ta trenutek, da res svet gre nekam. Zato je tako pomembno, dajte svojo misel usmeriti v pozitivno smer. Dajte svojo misel usmeriti v rešitev, ne v probleme. Ja, če ste slabo, jaz nisem proti tabletam. Vzemite zdravilo, pomagajte si na vse možne načine, ampak potem misel dajte v končni rezultat, v rešitev, v to, kjer vi želite, da se zgodi. Pejmo na prehod v novo dobo. Jasnost, jaz vem, poznam resnico, resnica je ena. Višja zavest, skozi moje celice teče božanska ljubezen. Bitje svetlobe ven gleda, ampak še eno bom in vam pol preberem naprej sporočila zdravljenja. Meni se vsak dan rojeva novo in prehod v novo dobo. Gremo prebrati ta sporočila. V glavnem, lejte, s pozitivno mislijo ne morete nikomur škodovati. Nikomur. Lahko samo pospešite proces kreacije. Zato je tako pomembno, dajte misel v dobro. Vas grab strah, ne veste, kako bo, se slabo počutite. Dajte to odkodirati, počistiti in misel dajte tja, kamor vi želite, da gre. Vam preberem zdaj ta sporočila. Ta prva je 69. Vam bom vse prebrala, je prav? In nekaj pozitivnega bo sigurno padalo na plodna tla. Ko se ne znam odločiti, me zadržuje strah. Strah je kot virus. V osnovi strah je virus.
Takrat dovoljujem, da me ljudje, okuženi s strahom, da manipulirajo z menoj. Jasno mi je, kaj je dobro za mene. Jasnost mi pomaga do čiste resnice. Enostavno vem in se zavedam, kako delovati, ker v zavedanju je moja moč. To je prva. Naslednja je ven prišla višja zavest. 19, sporočilo 19. Človeštvo se dviga na višje vibracije. Zmorem občutiti čisto ljubezen brez sodbe. Jaz sem povezovalni člen med stvarstvom in zemljo. Stanje ljubezni in miline je moje naravno stanje. Potem je ven prišla karta bitje svetlobe, 55, da pogledamo zdaj še to sporočilo. Jaz sem bitje svetlobe, jaz sem bitje luči. Moje srce je polno brezpogojne ljubezni. Jaz sem nosilka luči, poslana sem, da kot sonce svetim ljudem. Jaz sem angel sprememb. Vsako jutro si vzamem čas, da me energije jutra napolnijo, svetim z ljubeznijo. In potem naprej karta 57, boginja. V meni se vsak dan rojeva nova energija. Še karte pokažemo, je prav. Staro umira in ustvarja prostor novemu. Zaupam procesu. V meni je večno življenje. Sprejemam vse, kar mi pripada. Zdravje, lepoto in izobilje na vseh področjih. Hvaležna sem za svoje žensko telo. Dovoljujem, da se moja ženska energija izrazi, ker jaz sem boginja na zemlji. In prehod v novo dobo. Prehod v novo dobo. Čeprav ta trenutek še ne vidim, se na obzorju že kaže nov dan. Zavedam se, da mi pripada sreča. Višje zavedanje prinaša v moje življenje obilje na vseh ravneh. Potrpežljiva sem, saj je za prehod potreben notranji mir. Naj se zgodi na ljubeč način in to s hitrostjo, ki je pravšnja za mene. Podpirajo me vsa bitja svetlobe. No, to so sporočila za danes. Glejte, vse bo v redu. Vse bo v redu. Vsak naj pri sebi počisti tisto, kar ga meče na obrate. In boste videli, ja, nova doba je že tu. Ampak včasih, je treba še kakšno stvar počistiti in to se zdaj dela. Tako da ne vas ne grabi strah, zaupajte, vse se bo dobro izteklo in jaz tudi verjamem, da če je duša, veste, duša ima svoj program, da je čas, da odide. In če je čas za nekoga, da odide, blagoslovite to. Naj odide v miru, molite za ljudi in boste videli, s tem boste vsem pošiljali veliko večjo, višjo vibracijo in vse se bo uredilo. Vsaka vojna enkrat mine in tudi ta virus bo enkrat minil. Tako da kar pogumno in boste videli, se bo v redu. Imejte res lep dan. Skrbite za sebe, skrbite za svoje drage, ampak ne s skrbjo, ampak s tem, da jim pošiljate dobro energijo. Uživajte.